Pozdravljeni na YouTube kanalu Planet Ljubezni, z vami sem Nataša Meznarič in danes bomo obravnavali eno temo, ene tehnike se bomo dotaknili, ko je meni res strašno v življenju pomagala in jo želim podeliti z vami, če bo morda s kom tudi resonirala, da jo uporabi v svoj prid. In tej tehniki, temu pravilu se v bistvu reče pravilo 3 dni oziroma pravilo 3 faz. Zdaj bomo kar lepo počasi po korakih, si lahko tudi kaj zapišete. Zakaj se gre? Recimo gre se za to, da si vi nekaj želite. Želite si nov avto, želite si novo službo, želite si, da bi se partner spremenil, želite si, da bi otroci bili drugačni, da bi vas, bolj poslušali, želite si recimo, spremeniti okolico vaše hiše, želite si več denarja, želite si iti nekam na dopust in tako naprej. To je vaša želja. In zdaj, kaj naredimo prvi dan, prvi korak, prva tehnika prvega dne je, mi si to željo zaželimo, zavestno ali nezavestno. Ampak zdaj mi tu vemo, da smo zavestni kreatorji in bomo rekli zavestno, se pravi nekaj si zaželim. Ako rečem en dan, ne mislim to en dan, lahko je to tudi eno leto, recimo bomo rekli prva faza, si to željo zaželim. In tisti dan sem čist, wow, jaz bi šla pa na Havaje, wow, jaz si pa želim novo službo, jaz si že kar vidim sebe v tisti novi službi, koliko mi je fajn, že kar vidim, da toliko pa toliko zaslužim, že vidim svoje sodelavce ali pa glede partnerja, recimo. Aha, točno vem, kakega partnerja si želim, točno vem, kak bi izgledal, točno vem, kam se bi hodila, kaj se bi skupaj počela, kaj bi se pogovarjala, koliko bi se cartala, koliko bi to in tak naprej. In v tej prvi fazi se mi s tisto željo v bistvu prvič v življenju srečamo in se v bistvu z njo poistovetimo, jo že živimo, tisti prvi dan, prva faza. In za to fazo pride druga faza. Zdaj pa dobro poslušajte, ta faza je najbolj pomembna. V tej drugi fazi nas vesolje, Bog, univerzum, življenje preizkuša, kako si mi res to želimo. A si mi res želimo novega partnerja, a si mi res želimo novo službo, a si mi res želimo, da bi nas otroci bolj poslušali, a si mi res želimo okolico hiše urediti z ne vem kakim zelenjem, a si mi res želimo več denarja, a si mi res želimo nov avto, kak je res naša želja močna. In nas preizkuša. Kaj nam pošle? Pošle nam kontrast. Mi bomo tukaj govorili o kontrastih. Lahko rečemo tudi težava, problem, izziv. Kaj se zgodi? Mi si zaželimo prvi dan ali pa v prvi fazi začnemo to svojo željo že živeti, jo občutimo. A si zamislimo recimo svojega otroka, ko smo rekel, naj smeti nese, na prvo je neso smeti, in mi uživamo, naši občutki so takrat prijetni, ko si zamišljimo to željo, da se nam je resničila. V drugi fazi mi rečemo svojemu otroku, naj nese smeti. On jih ne nese. Rečemo mu drugič, rečemo mu tretjič, rečemo mu desetič. On reče, ne, koliko si tečna, ne bom jih nesel, ne da se mi, ne bom jih nesel. Pol recimo se nam zgodi, da imamo še manj denarja na svojem računu. Da se je nekaj nepričakovano zgodilo, da smo pa zdaj mogli še tistih zadnjih 100 evrov za nekaj dati, ko smo mislili recimo se neko drevo za okolico kupiti. Pol se nam zgodi nepričakovano, da nas recimo partner prevara. To bomo tudi govorili, da ne prevara nas, da je to samo vibracijsko, da smo magnetki in tak naprej. Da se nam recimo to zgodi. Mi si želimo drugačnega partnerja, začnemo delati v tej smeri te želje, ampak partner nas prevara. Kaj mi tu delamo? Recimo jaz bom zdaj ponazorila, da vam bo bolje razumljeno, tako da v bistvu uporabljamo računalnik. Se pravi, jaz na ta računalnik pišem en tekst. Recimo, bom rekla, diplomsko nalogo. Pišem, že en mesec pišem na ta računalnik, se pravi, to je faza 1. Si želim, da naredim diplomo, pišem in kaj se potem zgodi? Pomotoma pritisnem en gumbek in računalnik me vpraša, hvala Bogu, da ima to opcijo, če res želim izbrisati ta dokument. In imamo opcijo da in ne. Želim izbrisati ali ne želim izbrisati? Ne želim izbrisati, to je zelo pomembno. Ta dokument, to je moja diploma, jaz jo ne želim izbrisati.
Kaj mi naredimo? Pride do kontrasta, se pravi, po pomoti sem pritisnila gumbek, partner me prevara, otrok me ne uboga, zgubim ne vem toliko pa toliko denarja. Enostavno pozabimo na tisto prvo fazo, kjer smo si v bistvu zaželeli drugačnega otroka, drugačnega partnerja, več denarja. In mi tu največkrat nevede pritisnemo gumbek na računalniku oziroma sporočamo vesolju ne želim si, da se mi ta želja izpolni. Točno to delamo, pritisnemo ne. Ker če bi mi res zaupali temu, kar vam jaz zdaj govorim, pol bi tudi takrat, ko nas je partner prevaril, rekli, ok, vse se dogaja meni v prid, jaz točno vem, kaj želim in on ni tisti. On ni tisti, ko ga jaz želim. Jaz ne želim partnerja, ko me vara. Jaz želim partnerja, ko se boma zvesta, ko se boma brezmejno ljubila, ko se boma lepo en z drugim imela. Ok, otrok vas ne posluša, vas ne uboga, vam govori, da ste tečna mama. Kaj naredimo? Spet ne verjamemo v željo. Mogoče še nismo prišli do tretje faze, v drugi fazi spet zbrišemo. Pritisnemo ne, ok, ne verjamem, spet me ni v Bogu, ni se zgodil in tako naprej. Se pravi, nismo potrpežljivi, ne verjamemo v to, kar si kreiramo in pritisnemo gumbek ne. Se pravi, naša želja ni dovolj močna in jo izbrišemo. Če bi pa mi tu rekli, v redu, pač lej, danes mu ni ratal, ni nesel smeti, čeprav sem mu 10-krat rekla, pa ne sam to, še pol mi je rekel, da sem tečna in da sem najbolj tečna mama. Partner me je prevaril, tam sem denar zgubila, tam se je to naredil, se pravi čista polomija na vseh področjih, ampak jaz vseeno verjamem, da se bo meni moja želja izpolnila. Vseeno verjamem, vesolje, jaz ti zaupam, jaz vem, da jaz kreiram svoje življenje, jaz vem, da jaz ustvarjam svoje želje, jaz vem, da jih jaz dol vlečem. Če bi mi tu zaupali, bi pa vesolje odgovorili, da, moja želja je dovolj močna, želim, da se mi izpolni in bi pritisnili gumbek da. In kaj bi se potem zgodilo? V tretji fazi, se pravi tretji dan, tretja faza, se bi nam želja uresničila. To bi se zgodilo. In vesolje nas samo preizkuša, življenje nas samo preizkuša. A ste res dosti močni v tem? A si res to dosti močno želite? Ker če si dosti močno želimo, karkoli, je treba v tem občutku vztrajati, te želje, v tem prijetnem občutku. Že zdaj čutiti novega partnerja, že zdaj videti sliko, kak otrok na prvo nese smeti ven. In tudi, če imate občutek, da lažete sami sebe, zaradi tega, ker recimo se ni to zgodilo, kar ste pričakovali, kar ste v bistvu si želeli, vztrajajte. Jaz vam sam nekaj povem, res vam na dušo polagam, vztrajajte, ker se splača. Vztrajajte, vate in boste videli, da vas bo vesolje bogato nagradilo. Prišel bo nov partner, prišel bo denar za nov avto, otrok bo kar naenkrat na prvo žogo nesel tiste smeti dol, brez da mu boste sploh rekli, ne jih nese. Tak se bo pol zgodilo, ne? In jih bo nesel vsak dan. In spet, kdo je ustvaril to? Vi ste ustvarili. In v tej drugi fazi največkrat pritisnemo tipko zbriši. Vesolje nas pa sam preizkuša, sam izziv nam da v bistvu, ali si mi res to močno želimo ali ne. Ali smo res pripravljeni na to ali nismo. Zato nam da ta kontrast, težavo, izziv vmes, ne? Da nam v bistvu rečemo, če vam zdaj jaz primer iz svojega življenja povem. Se pravi, vi, ko me spremljate, točno veste, da ima Nataša napisano na enem listu točno, kakšnega partnerja si želi. Točno, definicijo, kaj je zame partnerstvo. Da je to moj najboljši prijatelj. Kaj je zame definicija prijateljstva. Vse imam napisan, točno, kak naj bo. In kaj se je zgodilo, recimo, da med, ne vem, v roku pol leta, bom rekla, osvajajo 3 različni moški, Ana. In jaz pogledam svoj seznam, ta ni iz seznama. Ta ni iz seznama, ta ni iz mojega seznama. Nataša, res rabiš to izkušnjo? Ne, jaz točno vem, kaj si želim. In zato bomo zdaj skupaj tudi mi počakali, da bomo videli, kaj mi bo vesolje dostavljeno. In jaz neizmerno se že veselim temu in to je ta primer. Nataša ni šla, čeprav je bil super fant, vse, ne vem, res božansko, ampak ni bil iz mojega seznama. Jaz lahko imam vse, kar sem si na ta seznam gor napisala, popolnoma vse, popolnoma. In zakaj bi, recimo, če pri meni piše, da
ne ima otroke, da ima otroke, zato ker sem pač prepričana v to, da nekdo, ko jih nima, ne more razumeti, kako je to otroke imeti. In če jaz srečam božanskega moškega, ki nima otrok, ja, ni iz mojega seznama. Jaz končno v življenju sem si napisala točno, kaj vem. In to je ta drugi korak, ko me vesolje nas preizkuša, ta izziv ti da. Ano. In čeprav bi mi bilo lepo, pa čeprav bi ne vem kaj, sam to, ni moja želja, ne bi bila v celoti izpolnjena in spet bi imela neko izkušnjo, v kateri bi trpela in bi imela neko učenje. Ni mi tega treba, Ana. Zato lepo počakaš. Zdaj, koliko dolg prva faza, druga faza, tretja faza traja, vam ne morem reči, ker odvisno od vaše želje, odvisno, ali si vi res želite ali ne. Zakaj se nam pol zdi, ja, to se nam pa že ni zelo dolgo manifestiralo, zato ker smo tolikrat na tipko ne pritisnili in spet od začetka začnemo s prvim korakom, s prvim dnem in spet od začetka in spet od začetka. Ne? Drugače pa to 1, 2, 3 gre, ko vi enkrat to poštudirate, kar sem vam zdaj tu povedala, se pravi teh pravil, teh 3 dni. To ne pomeni zdaj dni, to so 3 faze. Mogoče vam bo vesolje 10-krat poslalo neko težavo, neko preizkušnjo, v kateri boste vi mogli pritisniti na tipko da. Želim si in spet ustrajati v svoji želji, v prvem koraku, spet to videti, spet prijetne občutke dosežiti in oddati vaše prijetno naročilo. Vi naročate, mi sami naročamo in sami v bistvu vlečemo vse dol, kar potem vidimo zunaj sebe in tudi živimo. Zdaj vam bom primer iz svojega življenja dala, ko sem jaz to recimo pri Nežki probala. Ne? Se pravi, midve smo imele strašanske borbe s tem, da se gre ona stuširati, da ona za seboj pospravi kopalnico, to je bila misija nemogoče, ne? Da se lepo uredi, da si laške počese, da si jih opere, niti slučajno, ni prenesla šampona, sobrine na laseh, nič. Ne? In sem si jaz to, prva faza, prvi dan zamislila, kako bi bilo fajn, da se ona stušira sama, da ne kriči zraven, da me posluša, da to v miru poteka. Pa sem prišla v drugo fazo, ko me je vesolje 1500-krat preizkušala. No. Nisem vedno zmogla. Vam čisto po resnici povem. Ni šlo, sem padla na izpitu. Pa sem šla spet v prvi dan. Spet sem si zamislila Nežko, kako se lepo sama stušira, kako si laske počeše, kako si zobke umije, kako si ličke namaže in kako kopalnico pospravi za seboj, ker je jo prej v rasulu puščala. Ne? To je bil dogovor, da to naredi, ampak to nikoli ni uspelo. Ono. Pa spet. In kaj zadnjič doživim, ne vem, ni en teden od tega, Nežka se sama stušira, sama si opere lase, umije zobke, namaže ličke in pospravi celo kopalnico. Ko sem vmes prišla, no, to so bile brisače na tleh, podloga od lilikolula gor, vse mokr, v glavnem katastrofa, vse je bilo pospravljeno. In vse to je naredila sama od sebe, brez da bi jaz kaj rekla. In vidite, dragi moji, to so ti čudeži, o katerih vam jaz govorim. To je treba opaziti. Nežka, ponosna sem na tebe. Je rekla, mami, a si res ponosna na mene? Sem rekla, Neži, res sem ponosna. Do zdaj ti še nikoli ni uspel ne kopalnice ščistiti, ne tako lepo se sama uredita. Ne? Res bravo, Neži, ponosna sem na tebe. Ne? In na tak način lahko manifestirate karkoli želite. Ali je to partner, ali je to hiša, ali je to materialno, ali je nematerialno, tako bom rekla. Ne? Ampak največkrat v tej drugi fazi pademo, ne, ko nas preizkuša in gremo spet na začetek in spet na začetek in spet na začetek. Ampak vi zdaj imate orodje. Ful bom vesela vaših komentarjev, kakršnikoli že bojo, Ana, tudi če bojo, bom rekla, neprijetni, tako ali tako vem, da iz vas izhajajo, da niso moji, tako da mi je popolnoma vseeno. Še bolj bom vesela, če sem se vas s tem videom dotaknila, če vam bo na bilo kateri točki v vašem življenju pomagal. Prosim, napišite mi, imate od spodaj lahko v komentarje napišete, dejte malo polajka, dejte se naročiti na kanala, da bomo čim več skupaj, da ne vem, mogoče se boste pa kdaj z mano zjutraj zbujali, pa z mano šli spat, pa mogoče boste se kdaj z mano v avto vozila, no? To bi bila ful vesela. Verjamem pa, da se bomo tudi srečali v živo, zato ker pripravljamo kar dobre stvari, no? Predavanja, razna srečanja. Tako da pišite od spodaj planetljubezni@gmail.com, če imate bilo kakršna vprašanja, če želite, da vam na karkoli odgovorim, vam pomagam, vas podprem, bom zelo vesela. Se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau, rada vas imam.